Center je namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve sicer doma in da uporabljajo samo dnevno nastanitev za čas, ko so njihovi svojci v službi ali imajo druge obveznosti. V zgornji etaži podmornice bo za do 16 uporabnikov na voljo 400 kvadratnih metrov površine. Nahajamo se v dnevnem prostoru, se pravi, tukaj je predvideno za čas, ko potekajo razne aktivnosti, kajti v dnevnem varstvu poteka tako kot v institucionalnem varstvu socialna oskrba, osnovna oskrba in zdravstvena oskrba. Uporabniki bodo torej večino časa preživeli v tem prostoru. Kot lahko vidite, tam je tudi kuhinja. Ko bo uporabnikov dovolj, se bo tukaj pripravila hrana v celoti. Za vmesni čas se bo hrana vozila iz doma starejših občanov. V centru je še en dnevni prostor s kavči, imajo pa tudi prostore s počivalniki s pogledom na dogajanje v okolici. Masnikova se je ob tem navezala na pomisleke nekaterih, da lokacija centra ni najprimernejša. Vedno je več možnosti. Ena možnost je, da takšen prostor umestimo v neko naravno okolje, kjer je veliko zelenega, veliko dreves, veliko rož. V tem primeru moramo iskati zunanjo lokacijo, ki pomeni za tistega, ki vozi uporabnika v dnevno varstvo, v bistvu odmik in zahteva določen čas, da svojce sem pripelje. Mi smo umeščeni v samo mesto, tako da je to mimogrede. Hkrati pa vidimo prednost te lokacije tudi v tem, da ob velikih steklenih površinah, ki jih ta prostor ima, uporabniki obdržijo stik z zunanjim svetom, pogled na ulico, lahko po izkušnjah iz doma starejših občanov, ki jih imamo, povem, da je tisto, kar starejši človek išče. Dela, ki so potekala od začetka julija, so se z oktobrom zaključila. Celotna vrednost ureditve dnevnega centra znaša okoli 220 tisoč evrov, od tega okoli 180 tisoč za gradbeno-obrtniška dela, preostalo za nakup opreme. Sicer je pa ta investicija bila sofinanciranja z Evropske unije, skupaj je znašala 530 tisoč evrov. Nabava celotnega objekta je bila 270 tisoč evrov, kar precejšen del sredstev za nabavo tega objekta je prispevala Evropska unija. Vse ostalo, med 530–270 tisoč, pa je v bistvu denar, ki je bil namenjen za adaptacijo objekta in pa opremo. Z izvajanjem storitve bodo pričeli takoj, ko bodo to dovoljevale epidemiološke razmere in ko bo ta storitev sproščena s strani Ministrstva za zdravje.